Motovila je center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Najbolj prepoznavna dejavnost, ki se odvija v okviru zavoda, ki je nevladna organizacija, je Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. To je nacionalna informacijska pisarna za edini program Evropske unije, ki spodbuja in sofinancira ta sektor. Se ravno kar zaključuje 7-letno obdobje tega programa. Veseli smo, da lahko poročamo o neverjetnih uspehih Slovenije. V tem obdobju je bilo podprtih preko 130 slovenskih kulturnih organizacij, tako javnih zavodov kot nevladnih organizacij, slednjih mogoče celo več. Recimo samo v tej hiši za nami deluje nekaj najbolj uspešnih organizacij, recimo Mesto žensk, Zavod Exodus in tako naprej. Finančna podpora, ki je ključna sploh v teh kriznih razmerah, ne predstavlja edine motivacije teh organizacij, da se prijavljajo na te zahtevne razpise. Poleg finančne podpore prinaša Ustvarjalna Evropa za vse vpletene tudi druge pozitivne učinke. Recimo mednarodno prepoznavnost in na ta način tudi lažji dostop do drugih virov, tako finančnih kot partnerskih, lažje pridobijo mednarodne koproducente. Po drugi strani pa se tudi na mednarodnem zemljevidu uveljavljajo kot res kompetentne organizacije, ki so sposobne sprejemati vodilno vlogo v kompleksnih mednarodnih platformah, projektih in združenjih. Tako da so pravi kulturni ambasadorji v mednarodnem prostoru. Zavedati se moramo, da v tem programu ne sodelujejo zgolj članice Evropske unije, ampak 40 evropskih držav. In naše slovenske organizacije so se uspele povezati z vsemi državami na tem zemljevidu od severa do juga, od vzhoda do zahoda. Mobilnost ostaja prioriteta tudi novega programa Ustvarjalna Evropa, ki se bo izvajal v obdobju od 21 do 27, se pravi, to je tudi obdobje, ko bo Slovenija gostila Evropsko prestolnico kulture in verjetno vsi veste, Evropska prestolnica kulture je eden najbolj prepoznavnih projektov Evropske unije na področju kulture in podpora, ki jo izbrano mesto pridobi, prihaja prav iz proračuna Ustvarjalne Evrope. Tako da verjamemo, da bo tudi ta projekt Evropske prestolnice kulture dodatno pomagal pri razvoju sektorja po pandemiji in tudi k ponovni spodbuditvi mednarodnega povezovanja. Takoj, ko se je začela zdravstvena kriza, smo ugotovili, da veliko evropskih mest in tudi držav hitro reagira na nove izzive, s katerimi se sooča sektor. S tem namenom smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana želeli organizirati pogovore med predstavniki evropskih mest, pa tudi najbolj vidnimi akterji z tega področja, ki bi delili svoje mnenje o tem, kako se je mogoče odzvati na spremenjene razmere. Smo že izvedli 2 tovrstna pogovora Plan B, tako da smo recimo poleg gostov iz Ljubljane gostili še Lizbono, Novi Sad, Kaunas, Rijeko. Ta teden, v četrtek 5. novembra, pa vabimo na 3. tovrsten pogovor, ki se bo osredotočil na pospešeni digitalni premik, ki ga je povzročila kriza tudi na področju kulture. Z nami bodo predstavniki Ljubljane seveda, angleškega Coventryja in pa estonskega Tartuja. Vabljeni.